Bog da je dobrega, hvaljen Jezus. Nedelja Kristusa kralja, vesoljstva je danes. To pomeni, da se zaključuje bogoslužno leto in da vstopamo v novo bogoslužno leto, ki se bo pričelo prihodnjo nedeljo s prvo adventno nedeljo. Danes govorimo o izrazih, ki so za današnji sodobni svet, lahko rečemo, povsem nesprejemljive. Govoriti o kralju, kraljestvu je za današnjega človeka tuje in odbijajoče. Večina ljudi ob besedi kralj in kraljestvo zamahne z roko in reče: teh starih pravljic ne bom poslušal. Učijo nas uporabljati besede, ki naj bi bile nevtralne, ki ne bi vzbujale kakršnihkoli razlik, občutkov izločenosti in o tem bi lahko še govorili, še in še. Je bilo mogoče pred dobrimi 2000 leti kaj drugače? Smo kot ljudje in civilizacija res tako napredovali, da ne potrebujemo Boga? Da je o Bogu govoriti nekorektno in celo prepovedano, ker je znanost edina, ki ima odgovore na vsa vprašanja človeka? Poglobimo se v sporočilo Evangelija. Tisti čas so se voditelji ljudstva norčevali iz Jezusa in govorili: druge je rešil, naj reši sebe, če je on Božji Mesija in izvoljenec. Zveni zelo znano, kaj ne, kot bi živeli in proučevali današnji čas. Norčevali so se iz Jezusa. Mislite, da se danes ne norčujejo iz njega? Kristjani vsak dan lahko čutimo to norčevanje in zasmehovanje na mnogih področjih. Velikokrat tudi od ljudi, ki zavzeto trdijo, da so kristjani. Ne govorim samo o naši deželi, ampak v svetovnem merilu. Nesprejemanje Jezusovega sporočila in življenja in veselega oznanila se torej vleče že od križa, od smrti, od vstajenja Jezusa naprej. V zasramovanju Jezusa so šli celo tako daleč, da so na križ pribili deščico z napisom: to je judovski kralj. Kakšna dvoličnost in sprenevedanje. Vedeli so, da ni njihov kralj in so ga kot nemočnega in pribitega na križ razglasili za kralja. Človeška zloba nima meja in je iznajdljiva in točno ve, kako bližnjega prizadeti, kako ga ponižati, kako ga onemogočiti pred javnostjo, osramotiti. Človeško in z sodobnimi očmi gledano je Jezus in krščanstvo doživelo totalni poraz že s smrtjo Jezusa na križu. Le kako o njem še govorimo po toliko letih in tolikih prizadevanjih, da bi ime Jezusa in krščanstva izginilo iz obličja zemlje? Prelomni dogodek se je zgodil že na križu, v dialogu med razbojnikom in Jezusom. Drugi pa, ki mu je odgovoril in ga svaril: ali se ne bojiš Boga, saj te je zadela enaka obsodba? In naju po pravici, kaj ti prejemava primerno povračilo za to, kar sva storila. Ta pa ni storil nič hudega. In govoril je: Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo. In on mu je rekel: resnično povem ti, danes boš z menoj v raju. Te besede med razbojnikom in Jezusom nam kažejo resničnost kraljestva, ki je za naš svet nerazumljiv, nesprejemljiv, ker se dogaja na duhovni ravni, ki je zemeljskim očem nevidno, ampak je in obstaja. Danes boš z menoj v raju je Jezusovo ljubezen do vsakega izmed nas, ki mu prizna kraljestvo, ki gre preko te zemeljske dvoličnosti, napuha, ošabnosti, sprevrženosti, sovraštva, zasmehovanja, zatiranja. Tudi vse te resničnosti zla se najprej dogajajo v srcu ljudi in dobijo z dejanji izraz v življenju ter njih posledice. Jezus je zato resnično kralj vesoljstva, saj je s svojim trpljenjem, smrtjo in vstajenjem pokazal nemoč vseh teh hudobij, ki jih človek počne.
Jezus je na križu obljubil nagrado razbojniku, ki je izkazal spoštovanje Bogu, kljub številnim grehom, ki jih je v življenju storil. Jezus je videl iskrenost srca tega razbojnika, ki je razumel, da je nekdo, torej Bog, ki je večji od človeka in stvari vesolja. Apostol Pavel je vzkliknil z besedami: Bog ne daj, da bi se hvalil, če pa bi se že hvalil, se bom v križu našega Gospoda Jezusa Kristusa. V njem je odrešenje in tolažba. Za nas, kristjane, beseda kralj ne bi smela imeti čudnega ali celo negativnega prizvoka, saj se zavedamo in sprejemamo kraljestvo, ki ga nam daje Bog. Vemo, da to kraljestvo ni od tega sveta. Hkrati pa je že med nami, saj ga je med nas prinesel Jezus Kristus. Njegove besede to potrjujejo. Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju. Naj nas tegobe tega časa ne strejo v prizadevanju za dobro. Jezus je Bog in prinašalec Božje ljubezni. Naj ga naša srca sprejmejo kot kralja in odrešenika, kot tistega, ki prinaša upanje in večno življenje in premaga vsakršno zlo tega sveta, tudi smrt. Bog daj, da bi nam vsem bilo dano slišati ob odhodu z tega sveta Jezusove besede: resnično povem ti, danes boš z menoj v raju. Amen.